Lepo pozdravljeni, dragi gledalci našega YouTube kanala, ljubitelji zgodovine. Danes smo zopet v tem istem studiu na Filozofski fakulteti, snemamo nov pogovor, tema bo tokrat malo drugačna, ne bomo spet o politiki, ampak bomo spet o športu. Tudi športno zgodovino se na našem oddelku ukvarjamo oziroma imamo posameznike, ki lahko o tem kaj povedo. Človeka je vedno zanimalo, kaj je za horizontom. Zanimalo, kaj je za hribom, ki mu zastira pogled, kaj je za veliko vodo, ki mu preprečuje, da bi se premaknil še kam naprej. V zgodnji dobi človeštva, tako preprosto rečeno, je to bolj poznavanje prostora okoli sebe, ki ga potrebuješ za to, da iščeš hrano in takšne stvari. Kasneje pridejo za kaj drugega. In če te je neka voda, hrib ali kaj podobnega oviralo pri lovu, si pač moral to oviro nekako zaobiti. Z razvojem človeštva se je seveda obvladovanje prostora merilo oziroma opazovalo na drugačen način, kriteriji so bili drugi, pogosto seveda tudi precej kruti. Ampak kljub vsemu je bilo tudi nekega, recimo tega čisto znanstvenega firca, po domače rečeno. Recimo, do konca 19. stoletja je pravzaprav človek že bolj ali manj prišel v vse kotičke sveta. Pustimo seveda ta stavek, ga jemljimo malo za rezervo, ampak kljub vsemu. Recimo, da so ostale ene 4 skrajne točke. Najglobja, najvišja, najbolj severna in najbolj južna. Oba tečaja sta bila dosežena že pred Prvo svetovno vojno. Zdaj, o Perryjevem pristopu na severni tečaj so sicer še vedno neki dvomi, ali je to bilo res ali ne. Bolj zagotovo vemo, da pa je seveda Norvežan Roald Amundsen 14. decembra 1911 prispel na južni tečaj. Do najglobje točke na svetu je bilo treba počakati še kar nekaj časa. 23. januarja 1960 sta se Jacques Piccard in Don Walsh z batiskafom Trieste spustila več kot 10.900 metrov globoko v Marijanskem jarku v Tihem oceanu. Ampak naša današnja tema je tista 4. točka, najvišja. Kako visoko se da splezati na zemlji? Gre za goro, ki jo okoliški prebivalci različno poimenujejo. Nepalci jo imenujejo Sagarmatha, Tibetanci Chomolungma, to pomeni Sveta mati, Kitajci primerljivo Chumulangma Feng, mi jo poznamo po Mount Everest. Če so druga imena tam lokalna, je ta Mount Everest seveda prenešen od zunaj, to je pač ime, ki so ga dali Angleži tej gori. Gora, ki leži na kitajsko-nepalski meji, po zadnjih kitajskih meritvah meri višino 8.848 metrov in 86 centimetrov. Moj današnji sogovornik je Peter Mikša, ki pa bo pravi naslovnik za odgovor na nekaj mojih vprašanj. Zdaj, čez približno 2 tedna, 29. maja letos bo minilo 70 let od trenutka, ko sta Edmund Hillary, Novozelandec sicer, in pa Tenzing Norgay v angleški odpravi ob 11. uri po lokalnem času stopila na vrh gore. Imamo dokazila, eno fotografijo, ampak pot je trajala dlje kot sam njun vzpon. Kako priti na vrh Everesta? To je dolga doba. Ja, to je dolga doba, tako kot je dolgo človeštvo. Najprej lep pozdrav gledalcem, poslušalcem. Tudi v mojem imenu mislim, da je današnja tema sila zanimiva in intrigantna. Po eni strani tudi, ker bomo obdelali določene točke, ali je bil to prvi pristop ali ne na Everest in tako naprej. Govorimo torej včasih rečejo tudi tako imenovanemu 3. zemeljskemu polu, torej najvišji točki zemeljske zemlje, ki je seveda že od nekdaj predstavljala neki tako sila zanimiv kraj, kamor se je treba povzpeti. Človeštvo vedno stremi k napredku, torej celostno vedno posamezniki izstopajo, ki želijo najti neke boljše zadeve, konec koncev napredujemo ravno zaradi takšnih oseb. Če danes mogoče
ta zadeva vedno bolj individualizirana, ne? Torej imamo osebe, ki sami želijo doseči neke rekorde, ne, vseeno gre za rekorde, je včasih bila zadeva precej bolj vezana na neko nacionalno zgodbo ali pa nacionalno nalogo. Ne. Zdaj, če pomislimo na tisti trenutek, torej na prvi dokumentiran pristop na Everest, ne, ko se seveda prva takrat še v tistem besedišču osvajalca, ne, Everesta na vrhu slikata z britansko zastavo, je to tipično v bistvu, kar je v tistem času, za kar se je v tistem času šlo, gre za markiranje prostora, ne. Če se že spomnimo slike Amundsena, ne, na južnem tečaju, ponovno imamo zastavo in konec koncev, ne, ta fascinacija s tem markiranjem pristopa, ko osvojiš neko točko, za katero si se trudil, ne, Luna, ne, in ameriška zastava, ampak če govorimo še zelo na bližnji lokaciji, ne, še dan danes množično Slovenci na vrhu Triglava razobešajo slovenske zastave in s tem kažejo, ne, da pač so pristopili na najvišji, da so osvojili na najvišji vrh Slovenije, ne vem, na Škrlatici ali Stolu, Grintavcu in tako naprej, se to ne dogaja. Ne. Torej, moramo vezati to današnjo fascinacijo s tem izobešanjem zastav, ne, na podlago, ne, 50 let nazaj, ko je ta nacionalni boj, osvajalski boj, ne, bil precej bolj izrazit. Seveda, zdaj, ne, če se vrnemo nazaj na Everest, ne, najprej, kako je prišlo sploh do odkritja, da je to najvišja točka sveta, po drugi strani pa sploh do pristopa, ne, torej moramo se vrniti kar dobro stoletje nazaj, torej v sredino 19. stoletja, ko Britanci seveda v sojo svojega kolonializma ne markirajo, ampak kartirajo Indijo z okolico, želijo pač narediti točne zemljevide in tako naprej. In seveda v tem kontekstu zadanejo tudi v najvišja gorstva sveta, to sta Karakorum in Himalaja. Ne. Zdaj, da jih pa ta visoka gorstva zanimajo, pa je v bistvu posledica vezana že na predevropsko zgodbo. Moramo vedeti, da so v bistvu Angleži na nek način začetniki alpinizma v evropskih, tole v Alpah. Ne, Alpe, alpinizem, že ime samo pove. Angleži leta 1857 ustanovijo prvi na nek način alpinistični ali pa plezalni klub, Alpine Club, dejavni so pa v Alpah, seveda na svojem otoku. Nekega izrazitega, takega osvajalskega alpinizma, kot so se šli, ni bilo mogoče izvajati, zato so v Alpah zelo intenzivno izvajali odkrivanja in pristope na najvišje gore. Ne. Ta neka zlata doba tega alpinizma, angleškega, osvajalskega, imperialističnega alpinizma se zaključi 1865. leta, ko pristopi Whymper na Matterhorn. Ne. Potem pa, ko je na nek način, ko so Alpe podelane, ne, v njihovem gledišču, kjer se tudi začne prebujanje narodov, ne, in nek način domačini počasi Angleže izrivajo iz Alp. Ne. Angleži reče, nas to več ne zanima, gremo mi malo še v širši svet, ne, še višja gorstva so in na ta način odkrijejo Himalajo in Karakorum. Ne. In pri tem kartiranju, ki sem ga omenil, geodetski urad britanski zazna, da v bistvu se na tisti točki, torej sveta, nahaja najvišja točka, ne. Takrat imenovana Kota 15, ki ji je pa, torej temu geodetskemu uradu pa je predsedoval George Everest. Ne? In evo, imamo ime, ker naslednik potem Everesta na tem uradu, mislim, da je tu bil Andrew Waugh, reče, dobro, v redu, najvišjo točko pa poimenujmo po mojem predhodniku, ne, in od takrat pač dobimo ime, ki ga tudi mi, ne, Slovenci danes uporabljamo, torej Everest oziroma Mount Everest. Zdaj pa, pomembno je tukaj vedeti, da sicer Everest zelo zanima, predvsem
Britance na začetku, ne, to je že čas, ko počasi prihajajo, ne, iz nižin vedno višje v te predele Himalaja in Karakoruma, ampak okolica Everesta je v tistem času na nek način nedostopna. Nepal je nedostopen, smo že slišali, da se nahaja na današnji meji med Nepalom in Kitajsko. Ta del je, ne, rečemo, nedostopen, ne neprehoden, ampak nedostopen, torej na nek način se tja ne sme iti, ampak okoliške gore pa že so dostopne. Tako imamo že konec 19. stoletja poskus na prvi 8000-ak, na Nanga Parbatu poskušajo že 1895. Že takoj na začetku 20. stoletja Longstaff pristopi na 7000-ak, ne, torej to je Trisul 1, 7100 in nekaj metrov visok vrh, seveda s tisto opremo ugotavljajo, ne, da zadeva bo težko izpedljiva. Ne. Tudi te višje gore, najvišje 8000-aki so s tisto opremo na nek način samomorilsko dejanje. To je jasno. Tako redek zrak, višina, oprema, ki pač preprosto ne dopušča tovrstnih težkih vzponov. Tudi način pristopa ni jasen, ne. Torej kako se lotiti gore, s kakimi tabori, šotori, kot jih danes poznamo, takrat seveda s tistimi, teža je drugačna in tako naprej. No, zadeva osvajalska, ne, torej govorimo o osvajanju, ne, gora v tistem času zastane in se z Prvo svetovno vojno zastane in se seveda razplamti takoj po Prvi svetovni vojni. Že leta 1921 je organizirana prva odprava na Everest. 22. leta mislim, da jo vodi Charles Bruce. Pride na, torej člani odprave pridejo na višino 8300, ne govorimo že prehod preko 8000, za kar, ne, to je zanimivo, cela odprava dobi olimpijsko medaljo. Leta 1924 v Chamonixu na prvih zimskih olimpijskih igrah podelijo posebno medaljo, alpinistično medaljo, torej za alpinistične dosežke, ki jo kasneje lahko še parkrat zasledimo, ne, ampak to je, mislim, da je bilo 4 ali 5 medalj podeljenih vsega skupaj olimpijskih, razen zdaj seveda z Janjo Garnbret, ne, ki je naša, ampak ki je seveda drugačna. No, torej, 24. leta se že povzpne, 22, pardon, se že povzpne čez 8000, 24. leto, ne, pa prinese eno... To je ta znana odprava, ne? Odprava, kjer sta sodelovala George Mallory in, kaj je bil, mislim, da je bil Andrew Irwin, ki, ne, sta morda stala na vrhu Everesta že tedaj. Zakaj govorimo, ne? Iz baze so jo videli na višini 8500, kako se vzpenjata proti vrhu. Potem je seveda gledišče z baze zakrila meglica, pa morda sta šla na drugo stran tega grebena. Ali sta na vrhu bila ali ne, ni dokaza. 1999. leta so poskušali najti trupli, ne, in s tem morda odkriti resnico, torej, ali pa dobiti informacijo, ali sta bila na vrhu. Našli so truplo Malloryja, žal ni bilo fotoaparata z njim, s katerim bi morda lahko potrdili. So pa neke zanimive zadeve, ne, torej v njegovem nahrbtniku so našli pisma ženi, ki jih je pisal in hranil, da jih bo poslal. Niso pa našli fotografije žene, za katero so vsi v bazi vedeli, da jo želi na vrhu pustiti v spomin. Ne, torej, ali je bil na vrhu, ali je pustil, ne, kaj se je zgodilo, ali sta bila na vrhu. Očitno je, da sta padla, ker pač so našli na višini 8200 metrov njegovo truplo z nekimi znaki padca in tako naprej. Torej, ne, kot zgodovinari vemo, da radi in da naše trditve morajo, ne, mislim, naše besede morajo stati na nekih trdnih temeljih, zato vemo, ne, torej, da prvi dokumentirani vzpon pa velja za leto 53. Ampak do takrat, ne, in od leta 24
pride do enega takega sila burnega za alpinizem in za himalajizem obdobja, ne, ko narodi seveda tudi v tem segmentu, ne, športnem, čeprav alpinizem je še malenkost več, ne, radi rečemo alpinisti, stremijo k prvemu poskusu, ne, ne samo kdo bo na Everestu prvi, ne, kateri narod, ne, ampak kdo bo nasplošno prvi pristopil na 8000-ak. Tako že v 30 letih Nemci silovito napadajo danes Nanga Parbat, imenovano tudi Ubijalska gora. Zakaj? Ker je veliko izjemno dobrih nemških alpinistov tam umrlo, ne? Italijani poskušajo na K2, ne? Everest in tako naprej. Torej, 8000-aki se poskušajo in to je čas, ne? Zdaj, če vemo 30 leta, nacizem, fašizem, ta razrast nacionalizmov, kjer se tekmuje, ne, tudi med narodi na različnih, vemo zgodbo z olimpijskimi igrami, Hitler in tako naprej, pa nogomet, ampak alpinizem je tukaj še malo drugačen, ker ne, naprimer tudi Hitler v alpinistih vidi ene prave junake, na nek način nadčloveke, ki so junaški, ki premagujejo neverjetne ovire, ne, in ta boj, rečemo, tedaj, ki poteka v Alpah za tako imenovane 3 zadnje probleme Alp, najbolj znana zgodba je seveda z Eigerjem, ne, torej kdo bo preplezal to steno, kateri narod jo bo preplezal, uspejo Nemci, ne, in naprimer ti zmagovalci, ne, v narekovaji zmagovalci, ne, to je pač besedišče tistega časa, se potem pojavljajo množično na audiencah s Hitlerjem na različnih koncih, kjer jih Hitler pač prikazuje kot tiste, ne, Nemce, ki so premagali neko zadevo. Ne, in ta tekmovanje seveda prekine Prva svetovna vojna in se potem po letu 45 oziroma Druga svetovna vojna, ja, in potem se zadeva seveda spet razplamti, ne takoj po vojni, seveda čas vedno, vojna vsaka zahteva potem neki čas, ampak po 48. letu pa se spet začne razmišljati o Himalaji, o odpravah, ne, in ne, prvi zmagovalci 8000-aka so Francozi, ne, ki stojijo na Anapurni leta 1950. leta. Zdaj 8000-ak je kljukica, ne, ostane še seveda najvišji vrh sveta in to je Everest, kamor pa vložijo seveda Britanci velike sile, da potem uspejo, ne, zmarkirati prostor, ne, veliki kolonialisti, imperialisti, še danes se radi tako obnašajo, ne, čeprav nimajo več takšne funkcije, marsikje v športu in še kje druge, ampak to ni današnja tema. Torej, Britanci, torej, Novozelandec in Šerpa, ne, domačin, Šerpa, prav pač, ne kot Šerpa višinski nosač, ampak Šerpa kot narod, ne, ki živi tam spodaj, uspeta pristopiti na vrh, sicer v sklopu britanske odprave. Torej, Britanci so uspeli, smo ga prvi videli, izmerili in prišli gor. Tako, dokumentirano oni držijo tukaj, imajo glavno besedo, ne, na koncu. Ja. Kaj pa mi, recimo, ne? Tudi pri nas so gore izziv. Od najstarejših časov, od najzgodnejših omemb, recimo Triglava pod različnimi imeni in do vzpona, ne? Ko so, kot vemo, tisti, kot pravijo, ne, ta zgodbica, 4 srčni bohinjci 26. avgusta 1778, torej pred 235 leti prišli na vrh, na vrh Triglava. Pardon, 245 leti prišli na vrh Triglava. Ampak plezanje na Triglav je nekaj drugega kot plezanje v visoke gore, ne. Že 4000-ak, kot so Mont Blanc in še kakšni v Alpah, je že popolnoma druga zgodba. Ampak naši alpinisti so se recimo s tem že začeli spopadati z idejo, potem pa seveda tudi v praksi, pa potem po drugi svetovni vojni. Mimogrede, vidva sta v članku v zgodovinskem časopisu skupaj z Juretom Čoklom predstavila slovenske vzpone na 8000-ake, ne. Nek tisočak, naslednji, na koncu prišel do 8, ne, torej do 8000-aka. Med njimi so seveda tudi ti je torej tudi Himalaja, ne. Zdaj, 13. maja, pravzaprav čez nekaj dni bo ta obletnica, ne, bo minilo 44 let, odkar je torej tega omenjenega 13. maja 1979 ob 13:51 po lokalnem, torej nepalskem času, Nejc Zaplotnik, Tone Škarji, Tone Škarji je bil vodja odprave, sporočil vest, da pa navajam: Tone, na vrhu sva,
Sediva pri kitajski piramidi, pa ne veva, kaj bi. To je ta slavni stavek, ne, ki se kadarkoli nanese na Slovence in Everest omenja, ali pa v povezavi z Nejcem Zaplotnikom. No, skupaj, kdo je ta drugi, ki je sedel, je bil Andrej Štrenfelj. Torej, slovenski alpinisti so v bistvu v Himalajo šli prvič leta 1960. Približno torej, eno dobo do polnoletnosti, 19 let so potrebovali, da so prišli na Mount Everest. Kako smo torej mi zlezli na Mount Everest? Ja, odlična iztočnica za zelo širok odgovor. Zdaj, če pogledamo najprej na Triglav. Triglav je na nek način prvi od vrhov slovenskega alpinizma, ki je danes v sami svetovni špici. Ne samo danes, ampak na nek način že od časa tega pristopa. Torej, dobrih 40 let nam ostali narodi, nacije, knjige, podatkovne baze in tako naprej dajejo, glede na število prebivalcev, lahko rečem, kar absolutni primat, kar se tiče alpinizma, himalajizma, torej vsega plezalnega dogajanja svetovnega. Zdaj, če pustimo Triglav ob strani, pa se mogoče lotimo kdaj drugič, ampak so to zgodbo slovenskega alpinizma lahko bralci vsekakor preberejo v knjigi, ki sva jo 10 let nazaj, nažalost že precej let razprodani, knjigi, ki sva jo napisala z Urbanom Golobom 10 let nazaj in kjer je v bistvu opisana ta zgodba Everest. Ampak danes, na kratko, če povzamem, oziroma ta zgodba prehoda Slovencev v Himalajo. Zdaj, ključna je tu ena stvar. Najprej seveda, da so imeli naši alpinisti možnost, da gredo v Himalajo. Druga stvar pa je, da smo imeli izjemne vizionarje, ki so našli prave cilje v Himalaji, ki so bili primerni našim alpinistom in ki so bili na nek način nekaj novega. Govorimo o predvsem dveh vizionarjih, Alešu Kunaverju in Tonetu Škarju, že omenjenemu, ki je vodil odpravo na Everest leta 1979. Zdaj pa poglejmo tole kronologijo. Po letu 1945, torej po prelomu, ki ga naredi druga svetovna vojna, pride na nek način na Slovenskem na plano popolnoma nova generacija alpinistov, ki staro medvojno generacijo v 2 letih prehiti, v 3 letih torej ponovi vse, kar je dosegla prejšnja generacija, ki je bila že precej dobra, in jo nadgradi. In v začetku 50 let z nekimi uspehi, ki v alpinizmu rastejo, začne ta mlada generacija gledati tudi proti Himalaji. Na nek način je Himalaja neke vrste svetilnik, želja, seveda za vsakega, ki se potem še toliko bolj trudi. Naša jugoslovanska oblast, predvsem slovenska planinska zveza, ki vodi na nek način celo planinsko organizacijo jugoslovansko, začne veliko potezno razmišljati, kaj pa, če bi Jugoslovani šli na 8000. Govorimo o obdobju, ko vseh 14 8000 še ni bilo osvojenih, torej ni bilo izvedeno še pristopeno vse. Predvsem razmišljajo o tistih, ki ležijo na ozemlju današnje Kitajske. Moramo vedeti, da Kitajska 49. leta, mislim, da okupira Tibet z tako imenovano kulturno revolucijo in ta prostor zapre. Pomeni, ta prostor, slišali smo, da Everest leži na meji med Nepalom in Kitajsko in Everest v bistvu v tistem času ni bil možen pristop, ni bil možen z druge strani kot z nepalske. Torej, kako priti v tisti prostor, ki ga zavzema Kitajska, kjer pa je nekaj 8000. Žal, naša politika torej ni bila sposobna izpeljati dogovora s Kitajci. Konec koncev je pa tudi za razumeti Kitajce, ki so si prišparali te vrhove za sebe. Dejstvo pa je, da po vsej verjetnosti, torej sredi 50. ali pa konec 50. let, Slovenci, Jugoslovani še nismo bili sposobni za pristop na 8000. So pa v želji po učenju organizirali tako imenovano prvo jugoslovansko alpinistično himalajsko odpravo v Himalajo, ki pa je poskušala na Trisul 1. Že omenjeni
danes Trisul 1, ki ga prvi Longstaff osvoji 1903. leta. Naši v sklopu tiste odprave ne pridejo na Trisul 1, ampak osvojijo pa dva v bistvu sosednja vrhova, še neosvojena takrat, torej 2 in 3 Trisul, kar je na nek način lepa popotnica za naprej. Naši na podlagi tega uspeha, izkušenj in tako naprej, treba je vedeti, da je bilo dobiti informacije v tistem času o opremi, o pristopu. No, to ni tako kot danes, ko greš v Himalajo, dobiš agencijo, ki te pelje tja z nosači in tako naprej. Ne. Organizacija je bila velik zalogaj, ne. In naši so se počasi učili. Zdaj pa prelomen trenutek velja leta 1972 in sicer tedaj naši dobijo dovoljenje za Makalu in se ga lotijo malo drugače, kot je bilo prej. Torej, če bomo poskušali na 8000, bomo poskušali po novi smeri, v tem smislu. Torej, ne bomo šli po smeri prvopristopnikov, ki je sicer najlažje dosegljiva pot na vrh, ampak bomo na nek način naši pokrijejo eno pomembno belo liso, tedaj v Himalaji, in sicer plezanje na 8000 preko sten. To so, mislim, da prej izvedli zgolj še Britanci in mi v bistvu takoj za njimi, torej to logiko in tako uspešno prenesemo, ne, očitno je strukturi slovenskega alpinizma ta dejavnost tako ustrezala, da na nek način smo potem v naslednjih letih, kar se tega tiče, skoraj najbolj dominantni v Himalaji. Ne. In ta leta odprava 72. leta, ko naši alpinisti pridejo na 8000, ne uspejo priti na vrh Makaluja, da zagon, da leta 75, torej leta 75, Jugoslovani in seveda Slovenci z njim, ki smo najbolj številčni v teh odpravah, pridemo na 8000. Kaj je lahko več kot priti na 8000, priti na najvišji vrh sveta, ne? In tako pridemo do organizacije te odprave, ki se pa spet lotijo na poseben način. Izvidnica 78. leta gre v Himalajo, ker so si naši zamislili eno novo smer, ne? In sicer po tako imenovani zahodni rami, po zahodnem grebenu, preko sedla Lola na vrh. Še danes je ta linija v alpinističnih krogih priznana za eno najtežjih, če ne najtežjih linij na vrh sveta. Mislim, da je bila ponovljena zgolj enkrat, morda dvakrat, pa še ob vsakem od teh poskusov oziroma uspehov je sledila velika tragedija tistih, ki so to ponovili. Torej, Jugoslovani, Slovenci imamo na Everest najtežjo smer. 79. leta, človek bi rekel, da je to klimaks, ne, da je to vrhunec himalajizma slovenskega, ampak ne, takrat se šele v bistvu zgodba Slovenci v Himalaji začne, eksplodira tako, in 80. leta so tista, ki prinesejo izjemne uspehe, ne, danes radi merimo določene zadeve z medaljami, z rekordi, z priznanji, ne, v alpinizmu velja od 92. leta naprej za najvišje priznanje tako imenovani zlati cepin, ne. 92. leta so jih prvič podelili in prva nagrada je šla v slovenske roke, ne. Torej, že omenjeni Andrej Štremfelj in Marko Prezelj za vzpon na Kanchenjungo, še en od 8000 dobita prvi zlati cepin, ne. In v tem času smo Slovenci sila številni, ne. Imamo alpinista Marka Prezla, ki jih je dobil največ, imamo 2 zlata cepina za življenjske dosežke, spet Andrej Štremfelj in lansko leto Silvo Karo, ne, kar nakazuje, da smo z svojimi vzponi, vizijo v Himalaji in tudi drugje po svetu bili eni od najbolj uspešnih, ne. In kaj hočem reči, ne, če bi priznanje podeljevali že pred 92. letom, 80. leta so sploh tista, ko je slovenski alpinizem verjetno bil najbolj bogat, kar se tiče vzponov in tudi izjemnih vzponov, bi že prej bilo ogromno teh vzponov. Ampak ne, torej 79. Slovenci pridemo prvič na Everest, do danes mislim, da je bilo na vrhu 18 Slovencev, imamo dvakrat. Kako? So bili tudi dvakrat, ne? Ja, tako, ja, seveda imamo tudi žensko, Marijo Štremfelj, zakonski par na Everestu, Marija in Andrej Štremfelj, prva, ne, zakonca na vrhu in tako naprej, prvi smučarski spust z Everesta Karničar, ne, zadnji vzpon na Everest drži Tomaž Rotar, seveda je največ teh vzponov vezanih na, rečemo, obdobje od 79. pa do
osamosvojitve Slovenije, ker so potem cilji bili drugačni. Ne. Imamo 3 smeri na vrh, ne, torej po 3 različnih linijah smo prišli, ne da imamo prvenstveno imamo eno, ampak po 3 različnih smereh smo prišli na vrh, tudi iz severa, ker je Pavle Kozjek edini Slovenec, ki se je povzpel na vrh brez kisika. To je pomembna informacija, prvi tak dosežek, ker ravno nekaj dni nazaj smo obeležili obletnico, torej leta 1978 sta bila Reinhold Messner in soplezalec Peter Habeler prva, ki sta prišla brez kisika na vrh. Ne. Torej, Slovenci smo v povezavi z Everestom zelo pomemben akter ali pa pomembni igralci tukaj in tega se nikoli ne bo dalo tako zanemariti. Ne. Pomemben je še podatek, ne, da od leta 1975 smo rabili, ko smo dobili prvi 8000-ak, smo rabili 20 let, da smo pristopili na sektor. Leta 1995 Anapurna je zadnji 8000-ak za Slovence. Ne. Torej, in od leta 1975 na nek način do danes so naši alpinisti eni od najpomembnejših akterjev tega. Nismo pa taki lovilci rekordov, kot so eni, da moraš biti na vseh 14. Mislim, stvar je, vedeti je treba... Posameznik na vseh 14. Ja, ampak stvar je vezana tudi na neko obdobje še nacionalnega tekmovanja. Ne. Naprimer, Slovenci smo imeli prav financirano strani države, da se poskusi čim prej pristopiti na vse 8000-ake, kar naprimer od posameznikov pri nas gledano na slovenski prostor ni uspelo nikomor, najbližje je Viki Grošelj z 10. Če pa pogledamo malo izven meja, ne, imamo pa Romana Beneta iz Trbiža, ki je zamejski Slovenec, ampak je na nek način kulturno spada v italijanski prostor, ki pa ima vseh 14 8000-akov. Ne, tako da, ampak seveda kot pa narod oziroma nacija, seveda pa z letom 91 pa smo Slovenci bili zelo blizu takoj za najboljšim. Kljub temu, ne, da smo na nek način zamudili pol stoletja in več tega prvega odkrivanja, smo potem v dobrih 10 letih nadoknadili vse in v bistvu prišli na pomembno pozicijo. Ne. In to je ta vizija, ki ste jo imela Kunaver in Škarja. In Kunaver je takrat rekel, dober rek, alpinisti ga poznamo, ne, da kar se Himalaje tiče, če hočeš ujeti himalajski vlak, ne, premikajoči se proti uspehu, moraš teči hitreje od njega, ne? Pomeni, da moraš izbrati drznejše, nove cilje, ne? In to so naši, ti lovci, ne? Himalajskega vlaka, slovenski, so to uspešno udejanjili. No, zdaj se pa spustiva več kot 8500 metrov navzdol, na teh manj kot 300 v Ljubljani, ne? Pa še eno, recimo temu, etimološko vprašanje. Ne? Tule si prej pokazal tole knjigo, ne? Zadnja vrsta naslova je alpinizma. Ne? Zdaj, asociacija je tako jasna, ne? Alpe, ne? Ampak recimo, to je pogorje v Evropi. Ne? Zdaj, kako se boš, smešno se sliši, ne? Da se bo šel alpinizem v Himalaje ali pa ne vem, v Andih. Ne? Besedno se sliši čudno. Ne? Pa tudi v Evropi ne, narodi, ki so plezalni, pa samo 2 omenimo, ne, Nemci ima Bergsteigen, ne, tam ni alpinizem kot terminus technicus toliko uporaben. Angleži sicer, dobro, zdaj, če gledamo, pa to bo zdaj rekel, referenca ni najboljša, ampak pojďte pogledati Wikipedijo, ne, v angleščini to kot zadnji od izrazov uporabljen, sicer je pa mountaineering ali pa mountain climbing, ne, torej, kaj zdaj, alpinizem, himalajizem ali plezanje v visoke gore, pa je to preveč, pa je treba skračati eno besedo? Slovenci smo sila zanimiv narod. Imamo seveda neko alpsko-gorsko identiteto, ne, pomeni, da imamo to terminologijo vezano na alpski svet in dejavnosti tam precej dodelano. Ne. Imamo tudi terminološki slovar gorniški. Ne. Zdaj, za nekoga, ki ni dosti vpet v
gorništvo, v alpinizem, v planinstvo, je ta terminologija lahko malo zavajajoča oziroma se ne znajde v njej. Moram reči, da še marsikdo od plezalcev se v vsej tej množici terminologije lestvic takšnih in drugačnih ne znajde. Ne. Če govorimo na primer o plezanju, ne, ki je lahko alpinistično plezanje, kar velja ponavadi za spone v Alpah ali pa tam, kjer niso fiksni klini, pa imamo športno plezanje in balvansko plezanje, torej po manjših skalah. Vsaka od teh dejavnosti, ki je na nek način skoraj enaka, dobro, pustimo specifike, ima svojo lestvico. Ne? Torej, naprimer, ocena 6 v alpinizmu ni enaka 6 v športnem plezanju ali pa pri balvanskem. Ne? To je zadeva, je precej zapletena, zahtevna in more človek biti kar precej noter v tem. Zdaj, ne, konec koncev, omenili smo alpinizem, ne, kako je začel, ne, da so ga prinesli Angleži k nam, ne, in seveda, da izhaja iz dejavnosti vezane na Alpe. Ne. Ampak današnji alpinizem, Angleži bi rekli alpinizem, ne, torej, ni enak mountaineering, ne, torej mi mogoče to bolj povezujemo z gorništvom ali pa z planinstvom. Konec koncev tudi Bergsteigen je bolj na nek način gorništvo, ker oni imajo spet Klettern tamle, ne. Osnovna beseda za plezanje je climbing, ne, torej angleška, in pomeni seveda plezanje, ki se pa lahko, ne, nahaja v Alpah, potem mi radi temu plezanju rečemo, torej splošnemu plezanju rečemo alpinizem, ne, zaradi tega je tudi to zgodovina slovenskega alpinizma. Če pa se gremo alpinizem v Himalaji, pa postane to himalajizem, ne. Tudi andinizem torej v Andih plezanje v tistih gorstvih poimenujemo tako. In tudi svetovna terminologija reče, torej pristopi na 8000 so himalajizem, čeprav ne, naprimer, posega tudi izven Himalaje v Karakorum, ampak temu pa ne rečemo karakorumizem, ne, ampak rečemo vse skup himalajizem. Ne. Zdaj, zanimivo, težko je to vse skup tule razložiti, ampak ena zanimiva stvar, ne, Slovenci damo veliko na alpinistično tradicijo, konec koncev smo eni redkih narodov, ker imamo, torej, alpinist ni zgolj tisti, ki pleza v Alpah, ampak je lahko to tudi doseženo mesto v nekem izobraževanju, ne. To pomeni, ti si alpinist, ko narediš izpit pri Planinski zvezi Slovenije za alpinista, kar pomeni, da je do tega alpinista, ne, torej formalne mesta v izobrazbi ena precej dolga pot, ki velja, da greš najprej v alpinistično šolo, narediš pripravništvo, se učiš in po toliko in toliko dokumentiranih vzponih delaš izpit pred nekom izkušenem in ko to narediš, dobiš titulo alpinista. Ne? Nadgradnja tega seveda, da postaneš učitelj in si inštruktor na nek način. Ne? Torej, Slovenci lahko si alpinist s titulo, ampak ponavadi rečemo, da je nekdo, ki pleza v hribih, je alpinist. Ne? Medtem ko nekdo, ki pleza pa v športnem vrtcu, plezalnem vrtcu, je pa športni plezalec. V našem žargonu je to friko, ne, free climbing, tisti, ki pač se ukvarja predvsem s tem. In imamo še pol balvaniste, tisti, ki plezajo. Torej, ogromno neke terminologije, ki jo lahko, v grobem lahko torej, enačimo naše alpiniste z climbing, ne. Ampak bolj specifično, ne, če pa govorimo o neki zgodovini, pa imamo potem alpinizem. Ne. Seveda imamo pa v Himalajih himalajizem in andizem in tako naprej. Precej zahtevna, zapletena zadeva, ki je, ne, torej nam v tem polju dejavnosti precej znana in jasna, čeprav ne, na začetku rabiš kar nekaj časa, da vse to tako in drugače konzumiraš. Bova končala še z enim drobnim vprašanjem, se zdaj spomnim. Ne. Mi da zdaj nismo osvojila Everest. Ne. Kdaj so ga pa drugi nehali osvajati, ker si rekel, da je ta izraz bil, zdaj pa pravzaprav ni več to osvajanje, ampak kaj je zdaj? Dobro, danes rečemo, da je nekdo pristopil.
na vrh. Ne, čeprav se beseda osvojiti goro, osvojiti vrh še vedno zelo rada uporablja, ker je to pač ostalina tistega časa. Zdaj, koliko ti osvajaš goro, ne, gore ne moreš osvojiti. Ne. Lahko pa pač v tem kontekstu besede misliš to, da si ti dal vse od sebe in si prišel na vrh, ne. Na nek način si osvojil samega sebe, ne. Gora je samo tiste polje ali pa točka, ki te vodi do vsega tega. Ne. Pa še to osvajaš, ne? To je pol moje. Tako je bilo včasih, lahko, ne, seveda. Ne. Dobro, imamo osebne zmage, imamo nacionalne zmage, ne. Včasih je seveda osvojitev pomenila nacionalno zmago, ne. Osvojil si ozemlje novo, ne. In s tem seveda vrh in novo ozemlje. Danes pa v bistvu ne gre več v tem kontekstu, čeprav ta terminologija še marsikdaj ostaja. Ampak v našem plezalnem žargonu pa pravimo, da je nekdo pristopil na vrh ali pa priplezal na vrh. Hvala lepa. In midva se zdaj priplezala do konca. Ne? Gledalce vabim, da si seveda ogledajo tudi ostale naše prispevke, vse in seveda posebej tudi te športne zgodovine, to najdete zgoraj na našem posnetku. Hvala lepa.